nocojšnjo razstavo. Spoštovani gospod župan, gospa ravnateljica, otroci, starši, gospe in gospode. Najprej naj se vam, gospod župan, gospa ravnateljica, iskreno zahvalim, da ste mi, s tem, ko ste me povabili Medse, v ta prekrasen kraj, ponudili čudovit večer in možnost, da ga podoživim z vami. Ko so se z vodjo kabineta, dr. Brglezovo, vozila iz Ljubljane sem, sva opazovala to zgodnje pomladno, čudovito petkovo zahajanje sonca in našo čudovito deželo. In sva se spomnila besed ameriškega predsednika Georgea Busha, ki je bil tukaj pred 14 leti in se je na tiskovni konferenci na Brdu pri Kranju obrnil okrog sebe in dejal, da je Slovenija majhen kos nebes. Pa se je potem proti koncu tiskovne konference še enkrat obrnil proti novinarji in rekel, da se popravlja. Slovenija je velik kos nebes. Mislim, da zlasti to velja za mlade ljudi. Da ne smemo pozabiti, da nam je usoda podarila okolje, deželo, ki nam daje vse možnosti za to, da kot posamezniki in kot skupnost preživimo. Da bo pa ta dežela tudi domovina vseh nas, za vse nas, pa je odvisno od nas samih. Meni je zelo všeč, in spet se obračam zlasti k najmlajšim, da ste se skupaj z vašimi učitelji domislili tako imenitne, tako domiselnega simbola, kot je dežnik, pod katerim smo zbrani vsi skupaj. Slovencev nas je malo, 2 milijona in nekaj več v diaspori. Majhen in žilav narod. Kot je dejal župan, se danes spominjamo tudi praznikov. In kot je običajno pri osebnih in pri državnih praznikih, se običajno ob njih spomnimo prelomnih dejanj, na katere smo ponosni. Slovenci smo šli v zadnjih stoletjih skozi zelo trde preizkušnje in preživeli. Zaradi upora, poguma, ambicioznosti, vizij, zlasti pa z redkimi izjemami, zato ker smo stopili skupaj. Enkrat v zgodovini nismo bili zelo skupaj in še danes na nek način trpimo zaradi teh ran. Ampak jih celimo. Ne nazadnje, praznujemo ob 70. obletnici konca druge svetovne vojne, letos tudi 25. obletnico plebiscita, ko smo se odločili za svojo državo. In na nek način, s tem, ko smo se vsi skupaj odločili za njo in jo vsi skupaj tudi obranili, nekako dali najbolj pomemben in stvaren obliž na rane, ki jih je, kar se državljanske vojne tiče, pustila druga svetovna vojna za slovenski narod. Ki pa se je, skupaj z zavezniki, sam obranil in zavaroval svojo nacionalno svobodo. Običajno, ko me povabijo župani ali gostitelji, da spregovorim nekaj besed o takih priložnostih, ljudi običajno zanima moj kratek, sumaren pogled na dogajanje v naši državi. In naj vam rečem naslednje. V politiki sem četrt stoletja, vse od osamosvojitve, od ustanovitve države, še prej, od slovenske politične pomladi. Videl sem vzpone in padce slovenske politike. In iz vsega se da povleči en pomemben nauk. Ko smo Slovenci imeli neko jasno vizijo, kaj želimo, in ko smo bili sposobni premagati običajne razlike, ki so med nami, politične, nazorske in druge, takrat je ta majhen narod bil velik in je bil sposoben doseči neverjetne stvari. Celo v kljubovanju veliko večjim, ki nam bi to lahko preprečili. Pa smo si te stvari izborili. In zdaj, čeprav ne v tako dramatičnih okoliščinah, smo pravzaprav, gospe in gospodje, v podobnih okoliščinah. Glejte, nekateri kazalci nam pravijo, da se počasi, vendar z veliko verjetnostjo, da je to zanesljivo, prerivamo
iz krize. Recesije je konec, to zagotovo. Ampak, da bi ta gospodarska ozdravitev, okrevanje v gospodarskem in socialnem smislu bila trajna, bosta pomembni dve pomembni stvari. Ne biti prehitro zadovoljen s tem, kar vidimo sedaj. Ta gospodarska rast je šibka, je koristna, je dobra, ampak zaenkrat je večina od vas še ne čuti v svojem socialnem standardu. Trajna in zadovoljni bomo lahko z njo takrat, ko bo velika večina od vas prepoznala to tudi v svojem standardu. Večina od nas je to krizo čutila kot padec življenjskega standarda. Ko se bo ta standard začel znova dvigati, bomo lahko zanesljivo rekli, da smo se iz krize tudi prebili. Pogoj za to, da nam to uspe, je, da torej zdaj nismo maliciozni, da si ne nagajamo, da ostajamo strpni, da kljub nekaterim razburkanim dogajanjem v našem javnem življenju ohranimo zavest, da je samo od nas samih zdaj v veliki meri odvisno, ali bo dežela, ki bo dežela prihodnosti teh otrok, naših otrok, taka, kot smo imeli sanje o osamosvojitvi naše države. Vi, jaz, smo tudi očetje in mame, babice in detki naših otrok in vnukov. In če zase ne, potem zaradi njih, zdaj v teh prelomnih časih, letos, prihodnje leto, strnimo moči za to, da med vsemi razlikami, ki so med nami, poiščemo tisto, kar nam je skupno. Naredimo nekaj pomembnih strukturnih sprememb, ki so pomembne za to, da moderniziramo našo državo, da jo naredimo na en način konkurenčno in solidarno in da omogočimo, da bomo znova verjeli v prihodnost. Ker ta vera staršev v prihodnost se prenaša tudi v optimizem mladih ljudi. In s tem tudi končam. Morda od vseh generacij največkrat in najbolj obiskujem mlade ljudi. Zdaj, kdo bo rekel, da vsak predsednik se rad druži z mladimi ljudmi, iz vrste razlogov. Morda tudi zato, ker sem oče dijaka. Morda pa tudi zato, ker je to generacija, in to je moj vtis, ki se mi zdi, da je malo bolj pogumna od svojih staršev, od nas. Tukaj mislim zlasti na tiste, ki končujejo osnovno šolo, srednje šolce in študente, ki se je socializirala skozi krizo. Nima več lažnega občutka, kot smo ga imeli mi ob začetku naše države, da bo šlo samo navzgor in samo na boljše. Ti mladi ljudje se počasi vzgajajo že v času, ko vedo, da se je treba za to, da nekaj dobiš, potruditi. Da za to, da uspeš, je potrebno nekaj znati. Da uspeh ne pride samo od sebe. Da je važno zmagati po pravilih. Da ni lepo goljufati. Vse to so vrednote, ki jih jaz lahko v pogovorih, v številnih pogovorih z njimi, lahko opažam. In če me kaj danes prepričuje v to, da se Slovenci lahko v naslednjih letih trajno izvlečemo iz teh težav, je, da nas pravzaprav ti mladi ljudje zadolžujejo, da se zdaj, kolikor je mogoče, ob vseh razlikah postavimo skupaj, si postavimo nekaj skupnih ciljev, jih tudi uresničimo in potem njim predamo prihodnost tako, kot se zaslužijo. Skratka, danes smo se tukaj izbrali, da odpremo to prečudovito razstavo, gospa ravnateljica, vam, vašim sodelavcem, učiteljem, učiteljicam, bi se rad zahvalil za to, ker otrokom ne predajate samo znanja, ampak jih tudi vzgajate. Zdi se mi, da je to vse bolj pomembno. Otroci znajo danes morda bolje kot mi dva na novih omrežjih poiskati vse informacije, ki jih zanimajo, kot tiste, ki jih mi ne bi radi vedeli, da jih vejo. Zdaj gre za to, da jim pomagamo razumeti svet in da si ga oni oblikujejo po svoji podobi. In kot rečeno, ne bi mogli si izbrati lepšega simbola, kot je to, da se zberemo pod istim dežnikom. Če in kolikor, in to pravim zdaj tudi ob državnih praznikih, ki so pred nami, se bomo Slovenci ob vsem nezaupanju, ki je med nami, in do institucij, ampak v veri, da smo to dolžni storiti zaradi vas,
mladi ljudje zbrali skupaj, ni nobenega takega problema, da ga ne bi premagali. Hvala za povabilo, lep dan želim še naprej. Spoštovani predsednik, dragi gostje.